začetka, se pravi kos makete, ki je opran, razmaščen. Barvo rabimo, kakor smo se pač odločili. Tole bomo pobarvali najprej z sivo temeljno, potem na delih, kjer se pojavlja rja, lahko, ker je iztrošenost večja, bomo šli malo s tole barvo rje, potem pa čez pokrivna barva. Tele barve se splača fino pogledati, preden namešaš, če je fajn zaprta. Drugač imaš vse posod. Se je fino zalepla, evo ga. Pa fajn je imeti rokavice, zato da se ne umažeš preveč. Potem sam narahlo lepo, najboljše v večjih slojih barvati. Najprej samo malo toliko, da je sled, potem pa do konca zaliješ. Zdaj bi lahko že tukaj delal malo predsenčenja, da bi po kakšnih linijah, ker želimo, da bi se kakšna senca videla, da bi malo izstopali ven, naneseš malo več barve in potem ta izstopa iz končnega nanosa. Ko se to posuši, lahko na določenih mestih majčkeno več nanesemo gor, bolj intenzivno. Takole. Voda. Je pa pri tejle temeljni barvi fajn, da ima pa zelo veliko prekrivnost, tako da včasih niti ni treba dvakrat špricati, da je enkrat že kar zadost. Mogoče za trest ven. Malo pokrit, če slučajno začne kaj čez brizgati. Še malo brisati. Približno čisto. Zdaj bomo šli isto čez z barvo rje. Še tole malo popiham. Zdaj ta intenzivnost poškodb pa rje pa tega je tudi odvisno od tega, kaj delamo. Če so to neki starejši tanki, ki so šli skozi vojno, skozi boje, veliko po terenu vozili, so bolj iztrošeni. Tale Merkava pa je dosti nek, itak se je sam tam po puščavi malo prevažala, več so tele sprednji deli, potem na udaru, ki pesek mečejo gosence, spredi so speskane, zadnji so pa praktično celo življenjsko dobo take, ki so bile iz fabrike. Razen na delih, kjer se gor uspenjajo, ker se primajo, hodijo gor, tam se to zdrsa. Zdaj pa malo rje. Oziroma ta rja lahko ponazarja niti ne rjo toliko kot temeljno barvo.
Zdaj, fajn je pa, če želimo biti dosledni, uporabo tako temeljno barvo, kakor je bila res. Pri Nemcih je bila to neka armena, pa rdeča, Američani so imeli spet neke druge, Britanci tudi. Pri nas je bila mini, tudi rdeča barva. Evo, zdaj pa gremo sam tlele spredi, kjer bo to odbovih. Kaj čudno dela ta kompresor. Šprica pa ne šprica. A to so tudi akrilne barve? A to je tudi akrilen, ja. Enamel, ki že nisem uporabil, udodal. Predvsem zaradi vonja, ker enamelka rada marskomu smrdi. Pa to glih doma niso najbolj srečen. S čiščenjem airbrusha se splača majčkeno več pomatrati. Zdaj bomo to na hitro, ampak drugače ni pa nobene minute škoda za to porabiti, ker če ga malo zanemaraš, je hitro lahko kaj narobe. Tako kot pri tem, ko se mi je šoba not zalimala in jo ne dobim ven. Ni šans. Pa je bil po uporabi barvo oziroma lakiral sem, z akrilnim lakom, potem sem opravil. Z nitrorazredčilom pa izgleda, da je še zmeraj kaj ostala, tako da je po moje zabetonirana. Kljub temu, da sem jo čez noč namakal, pa danes dopoldne še ne 4 ure, pa trmasto vztraja. Štipih ali boš. Nekaj z zamikom dela. Kaj pa je to zdaj? Igla nagaja. Ja. Ta hudič ima samocentrirano šobo in ker je ta šoba zdaj ostala v enem položaju, kakor se je zalepila, je to zdaj lahko malo težava za nogo. Zdaj pa dela. Zdaj bomo prišli s temle do take faze, kakor so tele deli oklepa pred vami na mizi. Se pravi, zdaj imamo temeljno, imamo arjo, potem gremo pa s chipping fluidom. Tega je treba v 3 plasteh, po zelo malo. Pa posušiti.
Tole, sem zraken. Ti kosi, ki jih imate pred sabo, so bili narejeni še pred korono, ker bi mogli imeti eno akademijo marca, pa je odpadla, tako da še vedno deluje, ampak je treba malo več namakati potem z vodo. Preizkušeno včeraj. Če bi tole s fenom sušil, uničiš neko sestavino not, ki omogoča lupljene barve in stvar ne deluje. Lahko se pa mirno poslušate tudi laka za lase, isto dela, ne. Stena tistega pa lahko z fenom sušiš. Samo še enkrat, pa bo moglo biti dost. Za malo pokazati. Fajn je, če si prej na netu je slik tankov, kakor jih chceš. Da si prej že ogledaš kakšne fotografije v različnih obdobjih, po uporabi, pred uporabo, oprane, umazane, pa vidiš, kje se umazanija nabira na ta pravih tankih, kje je blat, kje je rja, kje je zdrgnjen. To se potem orientiraš. Če bi delal večbarvno kamuflažo, bi začel ravno tako, potem bi dal čez pokrivno barvo, eno, osnovno, recimo zeleno neko, pa bi tam že naredil poškodbe, potem bi pa še čez zeleno nanesel še enkrat, pa potem rjave vzorce, pa bi ono rjavo spraskal, tako da bi se zelena spod videla, pa še tale rja, in tako pri vsaki barvi ponovimo. Med vsakim barvem bo tudi ta nanos delal, ali ne? Ja. Ja. Je treba vmes podati lak ali? Ne, nič. Samo ta nanos. Samo ta nanos. Lahko tudi ne posod, ne, spet samo lahko tam, kjer želiš to narediti. Je pa treba po tem lupljenju biti previden, ker včasih se zgodi, da od začetka, ko močeš, ko delaš, se nič ne zgodi. Pa greš pa še malo vode čez, pa še malo vode čez, pa še malo vode čez, potem imaš pa cel flek stran. Kad enkrat spusti. To je treba previdno se lotiti. Ponovadi, ko s čopičem naneseš, pa ne z vlažnim čopičem začneš, ko naneseš pa začneš drgniti, se začne malo pent. In takrat, ko se začne pent, takrat je že zelo blizu. Če bi rad bolj natančne poškodbe, vzameš kakšen zobotrebček ali pa kakšno krtačko, kaj takega, pa znova delaš. Tole bi zdaj bilo to. Malo vode. Pri teh akrilih je fajn, da lahko se z vodo delaš.
In čistaš in rečeš in karkoli. To pa ni sintetični, kar je prej. Ne. To je voda. Ja je, sem lahko z vodo delaš. Lahko. Za rečeti, ja, lahko za kakšne malenkosti, za večjo površino pa ne, ker se znajo kakšne kapljice poznati. Ali. Za kakšne detajle male barvati, jo pa lahko čisto moc vodo. Kolele. Barva. Fajn so te barvice, ki imajo kroglice not. Zelo fajn zmeša. Včasih se zgodi, da treseš k blesov, pa ne odstopa. Ne. Se treba kar pomakniti. Ker če začneš barvo z barvo, ki ni dobro zmešana, dobiš samo tekočino, ki v bistvu ni nič pokrivna. Ni pigmenta noto dosti. Zdaj eni vprašajo, če lahko pa ta končen nanos sušiš s fenom. Od tega ne. Če imaš ta chipping fluid, nobenega fena, nobene topline prevelike. Samo na zrak pihati. Suši se pa hitro, tako da ni problem. Barva celo hitreje, kot je chipping fluid. Tisti je malo zoprn včasih. Pravi takole. Jaz sem delal kar na tem, kar sem ga zdajle. Kje je razdelil? Imajo vse. Imajo vse, imajo. Malo vode. Zdaj pa, če se prav spomnim, je to tlele spredi. Evo, tle že ratuje. A se vidi kaj? Na kameri. Tle sem že skozi pa šel, ne? Pa tle tudi. Mogoče se malo svet zaradi vode. Zdaj kaj boljš? Tlele se že rjava skozi svet. Pa tlele. Zdaj pa vi pri svoji tudi poskusite. Na nekih mestih, recimo tale spreden del blatnika, se pravi takole, če obrneš blatnik je procep tegale. Ga namočimo, pa malo drgnemo s čopičem toliko, da se začne malo peniti. Pri temu zdaj se ni treba bati, da se bo prehitro začel dogajati, ker že 3 mesece od tega, ampak bo. Počas. Ja, pri meni je že.